Vsi smo se že kdaj skregali in verjetno se še kdaj bomo. Dokler debata ostaja civilizirana, s tem ni nič narobe. Velikokrat pa se prepiri končajo z razmazano maskaro, grožnjami ali pa celo pretepom, kar pa je lahko sila neugodno. Ta faca ne prenaša udarcev ali pa razmazane maskare. Na začetku je najpomembnejše, da znate kratko, jedrnato in spoštljivo predstaviti svoje argumente. Če mislite, da je Barca boljša od Manchestra, skejti boljši od rolerjev, dvojka pri slovenščini pa boljša od štirke, potem morate to dokazati s statistiko, dejstvi in hudimi Jedi mind triki. Pri vsem tem pa morate še paziti, da ste prijazni in nepokroviteljski. Ker pa življenje ni predstavitev referata ali moderirana debata, se bo po vsej verjetnosti zgodilo, da vas oseba, s katero se prepirate, ne bo poslušala, ampak se bo zapičila v prvo najmanjšo napakico, ki jo boste izrekli. Osebno obožujem ljudi, ki popolnoma zgrešijo bistvo in me začnejo opozarjati, da sem pozabil uporabiti dvojino. Ko vi poslušate drugega, se ne spravljate na malenkosti in napake. Namesto tega počakajte, da vaš sogovornik pove bistvo. Nato pa se spravite na to bistvo in ga sistematično raztrgajte. V glavnem, ko se prepirate, poslušajte. En modrac je enkrat rekel, da moramo dvakrat več poslušati, kot govoriti. Zato pa tudi imamo dve ušesi in samo ena usta. Če je bilo obratno, bi izgledalo res čudno. Kam bi dali druga usta? Spodaj ali na stran? Naslednja zelo pomembna stvar je, da cilj prepira ni zmaga ali da osebo, s katero se prepirate, prepričate, da imate vi prav. Cilj je, da oba udeleženca prepira vsaj približno razumeta, kako drugi razmišlja in kako se počuti. Prepir nas lahko celo nekaj novega nauči. Najpomembnejša stvar pri prepiranju je, da veste, kdaj nehati. Običajno lahko v vseh razgretih debatah začutite, da se je cela soba nehala pogovarjati in vsi gledajo samo še vas. In to je trenutek, ko je fino, da zaključite z izmenjavo mnenj. Če pa se slučajno zgodi, da pogledate naokrog in v sobi ni nikogar več, potem pa čestitke, šli ste predaleč. Še en dober dokaz, da ste v prepiru dosegli mejo je, ko ena ali več oseb naredi... To je trenutek, ko ste verjetno rekli nekaj, kar boste v kratkem obžalovali. V teh situacijah predlagam, da naredite par globokih vdihov in izdihov, zraven pa počakate, da vaše misli dojamejo, kar so vaša usta ravnokar izrekla. Ko se vaša glava sinhronizira, pa pomislite, ali je bolje, da se opravičite ali da zbežite stran. V veliki večini primerov svetujem opravičilo, ampak če imate na sebi že tekaške čevlje, pričakujete pa batine, pol pa laufite. Za konec pa še zadnji nasvet. Prepirov ne jemljite osebno. Vem, da je to težko, ampak zagotavljam vam, da če se boste dovolj dolgo pogovarjali, boste prej ali slej ugotovili, da se s sogovornikom strinjate glede osnovne ideje, samo posamezni detajli so rahlo različni, kar pa ni razlog za slabo voljo.